Pa začnimo. Lepo pozdravljeni, spoštovani ljubitelji fotografije, avtorji razstavljenih del, obiskovalci, spoštovana Meta Krese in Luka Dagskobler, letošnja žiranta. Pomočna fotografska razstava, fotografska razmišljanja 2022, že 21. postavlja na ogled izbrane fotografije ljubiteljskih fotografov, ki ustvarjajo na območju občine Brežice oziroma so njo povezani na kakršen koli način. Razstavo z namenom spodbujanja kvalitetnega tovrstnega umetniškega ustvarjanja organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Brežice. Izjemno veselje nam je, da skupaj z avtorji, fotografi ohranjamo pomemben kulturno-umetniški projekt in z razstavljanjem še vedno klasičnih fotografij premagujemo brezmejno hiteči napredek digitalizacije in drugih sodobnih pristopov. V zadnjih letih smo iz utečene oblike razpisovanja 3 tematskih sklopov, osrednja, splošna in tema Digimigi, slednjo umaknili, kar gre gotovo predpisati že omenjeni revoluciji v tehnološkem razvoju, ko so posegi z novimi orodji skoraj stalnica pri oblikovanju sleherne fotografije in fotografi v tem več niso videli izzivov. Vsekakor pa smo mnenja, da z našim razpisom avtorjem ponujamo priložnost za vsestransko umetniško izražanje. To pa mora organizatorje, žirijo in opazovalce prepričati z izvirnostjo, presenetljivostjo, inovativnostjo, drznostjo in tehnično dovršenostjo in še bi lahko naštevali. Z radovednostjo smo tudi letos pričakovali nova dela dolgoletnih razstavljavcev in tistih, ki so se za predstavitev fotografij javnosti oziroma presoji žirije odločili prvič. Posebnost naših fotografskih razmišljanj je razpis osrednje teme, ki je vsako leto specifična in drugačna. Od nas terja veliko razmisleka, saj ugotavljamo, da avtorji potrebujejo oziroma potrebujete dobre napotke in usmeritve. S tem namenom smo po lanskoletnih fotografskih razmišljanjih organizirali fotografsko delavnico pripovedovanje zgodb s fotografijami, ki jo je vodila Meta Krese. Po koncu delavnice se je rodila tema, ko se je zdanilo. So trenutki, ko je tema okrog nas in o nas in včasih zgolj čakamo, da se bo zdanilo. Še večkrat pa na široko odpremo oči in iščemo prve žarke, ki bodo premagali temo in dvignili duha. Z razpisom te teme smo želeli spodbuditi prav te podobe, tiste zgodbe, ki nas razveseljujejo, spravljajo dobro voljo in zaradi katerih smo lahko zadovoljni, da je fotografija naša ljubezen. Naša ljubezen pa lahko tudi glasba in z njo bomo začeli tudi ta večer. Med nami je gostja, mlada brežiška kantavtorica Maja Tomič. I'm somewhere else with a vivid dream to achieve whatever they need. The biggest joke being the destination, the realization, the real life, there's only one breath by a name. Even the small or small has somewhere to be. Desperately going back and forth, never staying, always feeling cold. In the end, even the children in the world expecting them to stay at home, only to see them leave even further than her, and you aimless wonder. Fotografija nastane, ko se ujamejo človek, motiv in fotoaparat. In vedno znova ugotavljamo, da je v vseh naprednih tehnologijah to ključni akter razmišljujoči človek, fotograf, ki mora v trenutku, ko se dotakne sprožilca na aparatu, ujeti smisel motiva, ki mu je prišel naproti in pripoveduje zgodbo. Na letošnje povabilo k razstavljanju smo prejeli 190 fotografij 23 avtorjev. Tokrat je med njimi 7 fotografij. Vsi avtorji se predstavljajo v temi A, ko se je zdanilo, kjer smo prejeli 90 fotografij. Za splošno temo B, ki predstavlja izbor najboljših fotografij po občutkih avtorjev, smo prejeli 100 fotografij 22 avtorjev.
Fotografije označene s šiframi sta po izoblikovanih kriterijih, ki so temeljili na vsebinski, tehnični in oblikovni uglašenosti, pregledala Meta Krese, priznana slovenska fotografinja in novinarka, in Luka Dachs-Kobler, dokumentarni fotograf, novinar in fotoreporter. Za razstavo sta izbrala 66 fotografij, zgolj slučajno 33 iz teme A in 33 iz teme B. V vsaki temi sta podelila tudi po eno nagrado in po 5 pohval. V spodnjem delu razstavne avle so umeščene fotografije teme A, ko se je zdanilo, ob vzpenjanju po stopnicah v zgornji del avle in v zgornji avli pa postojte ob fotografijah splošne teme. Pripričani smo, da izbrane in razstavljene fotografije ponujajo dober vpogled v aktualno ustvarjanje naših razstavljavcev. V tem trenutku pa vabim besedi Meto Krese, ki bo razstavo predstavila s pogleda žirije. Se mi tako zdi, da mogoče malček tega pogrešam na fotografijah, vaših fotografijah, ki ste jih poslali na natečaj. Pa bom takoj rekla, ko sem stopila v to dvorano in gor, sem rekla, krasna razstava je. Razstava je lepa, fotografije so fajn, skupaj zložene, sploh moram reči, da ste jih krasno postavili, da res delujejo kot celota. Ampak tako, če sem lahko malo kritična, se mi pa zdi, da bi bile lahko posnete kjerkoli. Kar mogoče po eni strani čisto redu, ampak jaz pogrešam to, da ni neke bolj vaše te osebne note, pa mogoče pripadnosti k kraju, da se tega ne čuti na fotografijah. To je mogoče ena taka mehna kritika, ampak drugače pa kot žiranta, mislim pa, da sva z Luko zelo uživala, ko sva izbirala fotografije. Včasih se je bilo težko odločiti, katero ja, katero ne, in najin tak splošen vtis je bil, da super, da obstajajo taki natečaji, ne samo zaradi vas, ampak tudi zaradi nas, gledalce, da lahko pač imamo tudi mi svoje užitke pred tem. Mislim pa, da tudi za fotografe in fotografinje so taki natečaji dragoceni, zato, ker ko enkrat fotografije stojijo, ko so na steni, ko so med drugimi, lažje nekje vidiš, kje stojiš ti svojo fotografijo. Ko delaš zase, si, ne vem, odvisen od značaja, ali si takoj zadovoljen, ali pa nisi nikoli zadovoljen. Se mi zdi, da pa kot tvoja fotografija visi med drugimi, pa imaš nekako si lažji, narediš ta občutek, kaj bi še moral narediti, kater korak je potreben, da greš naprej, da ne stojiš na mestu. Tako da je fajn, vsako leto drugam. Meni tudi se strinjam, razstava je odlična, tako meni je da ne bom takrat. Ne bom govoril pa o Kranju fotkamo, kar bi bilo preveč. Edino, če lahko tudi jaz mehen kritike, je paste mehen, koliko se teh novih digitalnih obdelav uporablja. Na fotografiji je pomemben motiv. Velikrat, parkrat se je zgodilo na kakšni fotografiji, da je digitalna obdelava bila tako močna, da je v bistvu že posegala v motiv, v samo zgodbo, in tisto me je malo zmotil. Drugač pa še zmeraj ugotavljam, da fotografije, ki so narejene s telefonom, da so lik za glih, da so tehnično tam, da še rečeš, ok, v redu je. Sicer pa ostalo, pa tole, kar vidite tukaj gor, je pa vse tako odlično,
je res lepa razstava, no. Tako da čestitam jaz vsem, res zelo lepo. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zelo me veseli, da se zopet snidemo svoj na takšni razstavi, ki jo pač običajno naredimo res vsak november. In zahvala vsem avtorjem, kar 23 vas je letos, da ste prispevali svoje dela na naš natečaj. Mi pa nocoj pripada ena posebna in najbolj hvaležna dolžnost, da danes da podelim priznanja na tem dogodku. Najprej sledijo priznanja za sodelovanje, ki jih pač prejmete vsi avtorji. Nekako smo ubrali, da ne bo preveč odstopan običajni postopek po abecednem redu. Tako da, gospa Lea Babič, seveda ste vi prvi na vrsti. Najlepša hvala za vaše sodelovanje. Hvala lepa. In naslednji Branko Benčin, Društvo ljubiteljev fotografije Krško, sicer pa Brežičan.